Pozdravljeni. O vozniški akademiji Red Bulla smo na tem kanalu govorili že mnogokrat. A v tem trenutku izgleda, da se je v tej valilnici talentov nekaj zalomilo. Namreč, kdaj smo zadnjič videli nek njihov pravi produkt, ki je prišel do svetovnega prvenstva Formule 1? Po mojem uvodu je verjetno marsikdo pomislil na Yukija Tsunodo. A pravzaprav Tsunoda ni proizvod vozniške akademije Red Bulla, temveč spada v tisti program Honde, ki pač sodeluje z Red Bullom, kar je seveda logično. Enako moramo gledati na Ayumu Iwaso. In pravzaprav, če se malce ozremo v preteklost, je verjetno zadnji pravi voznik, ki je prišel iz akademije Red Bulla, Alexander Albon. In to po svoje ni nič takega, nič čudnega, namreč talenti, ki so sposobni priti v Formulo 1, so redki. In dogaja se, da določen program pač ne dobi onega pravega. In verjetno se vsi spomnimo, kako Helmut Marko ravna s temi mladeniči. Je izjemno oster, kritičen ter zahteven. In pravzaprav v starih časih je bila naloga takrat Scuderie Toro Rosso, danes Scuderie Alfa Tauri, prav ta, da je pomagala nekako razločiti zrnje od plev, kar se tiče mlajših voznikov. In pravzaprav na približno 2 sezoni je Helmut Marko zamenjal zasedbo. Dal je možnost novim mladeničem, onim, ki so bili 2 sezoni v Formuli 1, je pa preostalo le to, da so prepričali znanega starosto avstrijske ekipe, da si zaslužijo mesto v Red Bullu, ali pa so odšli iz Formule 1 dobesedno skoraj za zmeraj. A zgodilo se je nekaj že s prihodom Daniela Kvyata, ki je to ravnotežje porušilo. Kvyat je dobil preseneto mnogo priložnosti v primerjavi z vsemi ostalimi. Ampak tudi zgodba Gaslija in že prej omenjenega Albona nam pravi, da tudi pri Red Bullu obstaja druga, morda tudi tretja priložnost. In to, konec koncev, ni nič takega. Tudi Helmut Marko je lahko spoznal, da ni imel prav, ko je kar tako zavrgel potencialno dobre voznike. In če pogledamo danes, kdo sedi na sedežu bolidov ekipe Alfa Tauri, bomo videli, da proteže Honde in po drugi strani Daniel Ricciardo kot tisti voznik, ki se skuša vrniti v Red Bull. Za mlade ni več prostora. In o tem, da mladeniči v sodobni Formuli 1 ne dobijo tiste prave pozornosti, sem pred nekaj dnevi govoril že v posebnem prispevku. Danes se bomo osredotočili na Red Bull. Namreč prav pri njih se dogaja nekaj bizarnega. V Formuli 2 imajo pravo množico voznikov, kar 6. In seveda, če tu odštejemo Iwaso, ki je prisoten pod njihovo znamko v njihovi barvni shemi, jih ostane še 5. In poleg tega so Liama Lawsona preselili v japonsko superformulo, kar zopet pomeni, da imamo najmanj 6, če ne 7 talentov, ki pravzaprav ne bodo dobili možnosti v Formuli 1, vsaj ne v tistem programu Red Bulla. Frekvenca menjave na 2 leti pri Helmutu Marku je bila iz tega zornega kota skorajda popolna. Mladeniči so dobili priložnost, seveda ali so splavali ali pa potonili, ampak njihova kariera je imela nek cilj. Če pogledamo danes tiste, ki se nahajajo v Formuli 2,
V tem trenutku vedo, da ne bodo dobili priložnosti pri katerikoli ekipi v lasti Red Bulla. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj pri Red Bullu investirajo v te mladeniče, če že vnaprej vedo, da pravzaprav jim ne bodo mogli ponuditi sedeža. Namreč zgodi se lahko tudi, da bo nekdo postal prvak, naprimer v Formuli 2 in ne bo dobil priložnosti. Liam Lawson je v lanski sezoni osvojil dovolj točk za podelitev superlicence, a prestavili so ga v japonsko prvenstvo, ki je najmanj pol stopničke nižje od tistega, kar je Formula 2. Seveda, v japonski superformuli Liam Lawson blesti. A tu se lahko začnemo spraševati, je to dobro za mlade voznike, da pravzaprav Red Bull se tako ravna. Vsakdo izmed njih, od najhitrejšega pa do najpočasnejšega, si želi priti v Formulo 1. In pravzaprav ta program Red Bulla je bil včasih namenjen prav temu. A danes vidimo, da pravzaprav ti mladeniči ne bodo imeli priložnosti in da bo njihova kariera dobesedno ustavljena stopničko pred ciljem. Kaj še preostane tem mladeničem, ukolikor pri Red Bullu jim ne morejo ponuditi sedeža? V bistvu dve varianti, Formula E in IndyCar v Združenih državah Amerike. Formula E verjetno ni tako želeno mesto, IndyCar pa neka, recimo temu, znosna alternativa. A pravzaprav še zmeraj nisem dal nekega racionalnega odgovora na vprašanje, zakaj pri Red Bullu to počnejo. Namreč vse večje ekipe imajo v Formuli 3 tiste člane akademij, ki kažejo potencial, ki kažejo talent in morda nekega dne bodo prišli v Formulo 1. Mercedes, Ferrari, Alpine, celo Williams. Izgleda, da pri Red Bullu so se šli rahlo kontroverzne strategije. S tem, ko imajo ogromno voznikov pod pogodbo, v bistvu onemogočijo drugim šolam, drugim akademijam, da bi imeli dobre voznike. Naprimer, Theo Pourchaire kot tisti voznik, ki je pod zaščito Sauberja, že napeto čaka, kdaj se mu bo ponudila priložnost v Formuli 1. Podobno bi lahko dejali o Jacku Duanu, ki je pod okriljem Alpina in seveda ima dovolj točk za superlicenco, je rezerva, ampak ni dobil še prave priložnosti. Vse te akademije imajo morda enega ali dva člana in ne 6 kot Red Bull. Poleg tega lahko vidimo, da pravzaprav mnogi talenti tako ne bodo prišli v Formulo 1 in ne bojo nasprotniki ekipe Red Bull. In to z vidika ekipe kot take je seveda racionalno dejanje, kajti nasprotniku se onemogoči, da bi bil uspešen. Z tistega vidika razvoja samega Formule 1 in z vidika napredovanja mladih voznikov je ta poteza, dovolite mi izraz, rahlo podla. Red Bull seveda da priložnost, financira manjše formule, ampak že vsakemu je na začetku tako jasno, da verjetno s Formulo 1 ne bo nič. Zanimivo je, prav iz tega vidika, kdo nastopa pod barvami Red Bulla v Formuli 3. Samo en sam voznik, Sebastian Montoya. In seveda, Sebastian Montoya je sin Juan Pabla. Že sam priimek pritegne obilico pozornosti. In zakaj ga podpirajo pri Red Bullu? Verjetno tudi zato, da te priložnosti ne bi izgrabil nekdo drug. In verjetno tudi Helmut Marko je spremenil svoje mišljenje, je dal priložnost zunanjim mladeničem, kot je bil naprimer De Vries, in zopet spoznal svoje napake. A pravzaprav, kar se tiče politike v nižjih formulah, se ni spremenilo nič. Le to, da na vsaki 2 leti bi videli nove obraze pri skuderiji Alfa Tauri, pač ne bo več aktualno.
In konec koncev, verjetno na začetku, je marsikateri voznik srečen, da je prišel pod okrilje Red Bulla, kajti to je bogat program, ki omogoča napredek, ampak konec koncev, če si dober, ti ne da tistega, za kar si sploh prišel v svet motošporta. In to, z vidika tudi nas, navdušencev, je vse prej kot dobro. A videli bomo, lahko v prihodnosti se bodo zadeve spet postavili tako, kot smo jih bili navajeni včasih. A za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.